Spomnim se, da sem si kupil en plakat, na katerem je pisalo My First Million. No in ta milijon je prišel kar hitro, če sem iskren. Koliko si bil takrat star? 32 let, 33. Pa že prvi milijon. Takrat je bil milijon res veliko vreden tudi, ne? Treba je zbrati pravo ekipo, ki mora biti na nek način navzven homogena, ampak navznoter mora biti pa zelo različna zaradi pokrivanja raznih sposobnosti. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, ki gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes en zelo poseben posameznik. Jaz sem se zelo veselil, da se danes poznava, da pogledava v tvoj izjemen svet. Tako da z menoj je danes Igor Štemberger, ustanovitelj, lastnik in predsednik uprave Ilerike d.d. Ilerika je ena najstarejših in najbolj prepoznavnih finančnih hiš v Sloveniji. 1993 leta se je odprla in začela delovati 1994. Tako da, Igor, ti imaš izjemne izkušnje, pod tvojim vodstvom Ilerika razširja svoje poslovanje na domače in tuje trge, toliko enih izjemnih zgodb. Tvoja strast je v bistvu oblikovala tudi, bom rekel, ne samo slovenski, ampak tudi širši trg. Tako da, preden greva pokukati v vse te izjemne izkušnje, zgodbe, kako se vse to začelo, kakšen si bil, jaz zmeraj malo pripeljem nas v preteklost in bi te vprašal, če bila midva sošolca v gimnaziji ali pa srednji šoli, kakšen si bil? Si že takrat razmišljal, kje boš kaj zaslužil, kje boš kaj investiral? Torej, najprej lepa hvala za cenjeno povabilo, ki mi je v čast in veselje. Pozdrav tebi in pa vsem poslušalcem. Torej, seveda, takrat, ko sem bil bistveno mlajši, so bile misli obrnjene drugam, k lepim puncam, k zabavam, diskotekam, predtem še ansamblom, jaz sem iz tistega obdobja, ko so bili bendi še zelo popularni, kasneje se je stvar postavljala v diskoteke in so me zanimale, kot rečeno, vse druge stvari o poslu, takrat nisem razmišljal in me tudi kaj veliko ni zanimal. Deva se dotakniti, ko enkrat postaviš tako izjemno zgodbo, se pravi od leta 1993 pa do danes, izjemni vodilni na temu področju, kakšna je tvoja rutina? Mene zanima, imaš kar nekaj klobukov na sebi, predsednik uprave, lastnik, ustanovitelj, kako se ti organiziraš? Kaj je skrivnost? Torej, jaz mislim, da če imaš svoje delo rad in je to neke vrste strast, postane seveda tudi način življenja, ki je prijeten, ki je zanimiv, ki je vsak dan drugačen, absolutno ne čutim nikakršne teže, ne čutim naporov in res, čisto zares, delam z veselje, vsak nov dan je nekaj novega. Razmišljam naprej, kaj pomeni strategija, razmišljam naprej, kako prehiteti konkurenco, razmišljam naprej, seveda, kaj pomenijo novi produkti, kako lahko animiramo trg, kako lahko opozorimo nase in kako lahko damo storitev, ki strankam pomeni boljšo izkušnjo, boljšo uporabniško izkušnjo in tudi seveda način servisa, ki mora biti vsak dan boljši. Deva se dotakniti, ki mene zmeraj fascinira, samo da damo en močen statement. Ilerika je eno vodilnih in najdlje delujočih finančnih institucij v Sloveniji. Specializira se za borzno posredništvo, upravljanje premoženja, investicijske sklade, finančno svetovanje, podporo institucionalnim in malim vlagateljem, ogromno nekih izjemnih stvari. Kako greš iz študenta v osebo, ki postavi to na noge, razvije, jo vodi, jo pelje na tuje trge, jo širi in tako naprej? Torej, Težko to zajamem in težko to opišem, ker dejansko človek ne ve, kaj je vse razlog, da po neki poti hodiš in jo vmes seveda tudi razvijaš. Dejstvo je, da pač verjetno me je tudi življenje vodilo k stvarem, ki so me zanimala, da pač sem morda na nekih križiščih, recimo temu križišča, znal prisluhniti morda na svetu, morda samemu sebi, morda sem razumel, kaj bi rad delal. Vprašanje, a sem sposoben, a nisem sposoben, je drugo vprašanje, ampak kaj mi leži, kaj me vleče, morda je to pravi odgovor. Prej smo se malo pogovarjali in sicer, da si ti kot študent tudi imel kar nekaj, biznisov oziroma nekaj idej, tudi med drugim prodajanje knjig. Daj nam malo opiš, kako so se tvoje te zgodbe začele, ker ti, kakor sem te razumel pa poslušal, vsak posel, kakorkoli si prijel v roke, veliko priložnosti si videl, veliko priložnosti si tudi popeljal na višji nivo. Daj nam to zgodbo opiš, ker je res zelo zanimiva. Torej, jaz sem seveda rojen v majhnem mestu, to je Ilirska Bistrica in tam sem naredil osnovno šolo.
Želel sem iti v srednjo šolo in sicer so me zelo veselili stroji, mašine, tudi elektrika in sem se vpisal na srednjo tehnično šolo na Škrčevo ulico. Vendar je mama, tik preden se je srednja šola začela, prišla in je rekla, da ne smem v tehnično šolo srednjo, da pač moram iti v gimnazijo. In to mi ni bilo všeč. Jaz sem vedel, da nisem za gimnazijo, da me to pač ne zanima neko poglobljeno učenje in sem se temu malo upiral, ampak kaj pa čem, starši so starši, a ne? In sem to sprejel mnogo let oziroma kar nekaj let kasneje mi je povedala, zakaj je to zahtevala. Namreč prišli so domov psihologi in so povedali, da sem v tisti regiji zelo dobro rešil psihološke teste v 8. razredu. Prišli so pa domov k njej zato, da so jo prepričali, da moram iti v gimnazijo, ker so mislili, da morda po srednji šoli ne bom več videl interesa za študij in so rekli, da pač v njej niso videli po teh testih neke sposobnosti in da bi radi videli, da ne izgubim priložnosti za študij. To je bil torej razlog, zakaj me je pač mama na nek način prisilila iti v gimnazijo. Gimnazija, moram reči, da mi ni bila všeč, vedel sem, da to ni šola zame. Večinoma so bili tam vse pridni sošolci in pridne sošolke. Jaz sem imel pač neki drugi fokus, kot rečeno prej. Zanimala me je zabava, zanimali so me začetka bendi, to je bilo leto 72, 73, a ne. No in sem se izogibal vsem dolžnostim in nalogam v gimnaziji, nisem pisal nobenih nalog, vse sem to prepisal, zjutraj smo bili vozači z vlakom, smo prihajali postojno, bilo je 1 ura časa do 8 ure zjutraj in sem to lepo vse uspešno prepisal, tako da gimnazija žal je šla mimo. Brez tega, da bi bil moder, pameten, bi izluščil stvari in mnogo tega, kar mi je bilo strani profesorjev na mizo dano, sem seveda kasneje pač moral ponavljati sam pri sebi. Gimnazija mi ni delala težav, končal sem seveda normalno v roku, vse s korektnimi ocenami. No, potem postavilo se je vprašanje, kaj pravzaprav študirati. Strojno in elektrofak sem se bavil študirati, ker sem se prešprical v gimnaziji. Zdelo se bi mi zelo narobe, da vse skupaj, kar sem uspešno prešprical, ponavljam. In sem razmišljal in pravzaprav do konca gimnazije sploh nisem vedel, kam bi šel. Ampak stric je bil odvetnik v Zagrebu in je nas obiskoval redno, mesečne obiske smo imeli in me je spraševal meseca maja, torej 4. razred od gimnazije, kaj bom šel študirati, če nisem vedel. In potem mi pravi, ko pride zadnjič maja, pravi, veš kaj, pedi študirati pravo, a ne? Jaz sem odvetnik v Zagrebu, ti boš odvetnik v Ljubljani, stranke si bova delila, jaz te bom naučil posla in obrti, a ne? In sem se mislil, pa grem študirati pravo. No in potem sem seveda prišel septembra na pravno fakulteto. Zgradba je bila lepa, veličastna, ko sem jo pogledal od zunaj, sem si mislil, sej izpite bom še nekako naredil, ampak kako bom pa naredil diplomo, majko sem si mislil, da bo to težko narediti, ampak ni bilo, na koncu je bila diploma definitivno najlažja, ampak študij me seveda ni veselil, ker sem ga šel študirati na ta način, da pač nekaj sem pač šel. Bil je tudi precej suhoparen, takrat je bilo veliko socialističnega prava, ki se mi zdi, da velikokrat ni korespondiralo z resnico in pa z razmerji, ki bi morala veljati. Tako da sem tudi tam zelo, zelo malo delal in se učil, nekako sem porabil 2 meseca na leto za opraviti izpite letnika. Ampak glede na to, da sem bil nekako precej utirjen v zabavo, v bende in pa seveda tudi poznal sem diskoteke v širši in ožji okolici, recimo vodilne so bile diskoteke na Reki, oziroma Opatiji, Milde sorte, Mimi, pravzaprav cela obala od Medveje pa do Uvale Skot je imela diskoteke znane. Zagreb je bil slabši, imeli so Karako in Salun, sta bili slabši diskoteki, Trst je imel zelo dobro diskoteko Big Bang in jaz sem to vse obiskoval in videl, kako se to pač dela in zdelo se mi je, da bi jaz tudi lahko to znal. In ko sem prišel v Ljubljano, sem šel najprej pogledati diskoteke in klube v Ljubljani, takrat je bil znan Čuk klub, bila je znana Stopoteka, potem je bil še en tak diskoteka poleg Ljubljane, to je bil Šporn v Domžalah. In ko sem to vse videl, sem si mislil, pa jaz bi to znal boljše sestaviti, sem si mislil, ampak priložnosti seveda nisem vedel, kje bi najdel in tako sem pač z mislimi šel naprej in novembra, mislim, da je bil 29. november, takrat je bil to državni praznik, po običajno 3-4 dni, snega je bilo v tistih letih ogromen, to je bilo leto 1975, to je bil redno smučanje in to z obilico snega in 4 fantje smo se zbrali skupaj na faksu in smo šli smučati v Kranjsko goro in ko se vračamo iz Kranjske gore, vidim jaz vsa v snegu motel Medno, to je bilo leto 1975, ni bil razširjen, bila je še lepa zgradba in sem rekel fantom in pač tem mojim sošolcem, se rekel, glej, tukaj bi bila pa lahko zelo dobra diskoteka. In seveda, to so bili vse, 3 fantje so bili, ki so pač bili predani študiju in so se mislili, glej,
kaj naš kolega filozofira, ne? In so mi rekli, kakšna diskoteka, z tega ni nič, ne. Ampak meni ni dalo mira in sem šel naslednji dan do direktorja, imenoval se je Franc Matko takrat, to je bil tost hotela Kompas oziroma podjetja Kompas, in sem ga nekako uspel prepričati, da jaz to znam in da bi lahko to počel. On mi je rekel, da je pač v tistem obdobju ni bilo mogoče kupiti gramofonov, mikserjev in zvočnikov, to sem jaz nabavil, si sposodil denar na besedo. In sem šel trst kupiti gramofone, zvočnike, mikser in sem to postavil. In ja, Motel Medno je bil v tistih letih, po mojem mnenju, vodilna diskoteka v okolici Ljubljane, v Kranjski Gori je bil to Prisank. In ja, Ernie je bil, ki je bil vodil v hotelu Prisank diskoteko, je bil definitivno DJ najvišjega nivoja, tam smo se lahko vsi učili, no kakorkoli, Medno ni bil slab. Jaz sem bil študent, bil sem v študentskem naselju in seveda s časoma so šel, torej iz študentskega naselja, pač študenti zvedeli, da jaz tam plošče vrtim in seveda jaz sem jih spuščal zastoj noter, to možno sem imel. In so se tako začeli seveda oglašati pred večinoma absolventi, ki so imeli že svoj avto, In smo podebatirali, pri pultu so se ustavili in tako je prišel en dan eden od absolventov, Vojko Taler, strojne fakultete, in mi je povedal, če vas zanima, vam govorim naprej, vam je zanimivo. Ja, absolutno. Dejte. In mi pravi, veš kaj, jaz si bom pa kupil Mercedesa, Torej leta 1976 kupiti Mercedesa je bila to zelo taka pregrešna misel, vekolikor bi si ga kupil, sem prepričan, da bi te povabili na policijsko postajo, vprašali od izvor prihodkov in pa kaj počneš, to takrat ne bi bilo ravno neko pohvalno početje, pa tudi ne družbeno koristno. No, skratka, jaz mu seveda nisem mogel verjeti, to je bil velika stvar takrat Mercedesa imeti, In mi pravi, ja, sem si ga že naročil in sem ga tudi že plačal. Pa sem ga vprašal, kaj pa delaš, No, in mi je povedal, da knjige prodaja. Ja, težko je bilo verjeti, da lahko Mercedesa kupiš s knjigami, ampak me je prosil, ne jaz ta njegov posel prevzamem, z namenom, da pač ga obveščam, medtem ko bo služil vojni rok, pač to je bilo v Novem Sadu, je želel, da mu pišem vsakih 14 dni dogodke in pa izkušnje pri prodaji knjig. Jaz sem seveda za to delo prijel in sem to začel delati in sem imel pač precej uspeha. Dnevni zaslužek je bil takrat 400 mark, torej to bi bila plača, morda ne ravno inženirja, ampak zagotovo sem enih 14 dni zatem služil 600 mark na dan, to pa je bila plača inženirja in postavil sem si interno normo, to je 1000 mark na dan. Za poslušalce danes ne povem, da je to cirka 500 evrov, bilo v začetni menjavi marke v evro. Torej, in sem to delal res vsak dan, torej 30 dni, 30 000 mark, to je recimo 15 000 evrov po današnjih cenah, nekje bi bilo. Wow. In sem seveda si najprej kupil eno svojo strast in eno svojo, kar sem si želel kupiti, namreč vedno so mi bili všeč dobri avtomobili, lepi avtomobili in sem si leta 1977. meseca marca kupil Alfo Berlino, imenuje se Berlina 2000, to je bil nekoč avto leta, ja, lep, drag avto, vrednosti 1,5 sobno stanovanje. To je seveda bila nespametna poteza, vrgel sem predsednarja stran, ampak ja, bila je trenutna želja in sem se sam sebe nagradil za dobro delo. No, druga stvar, ki sem jo kupil iz prodaje knjig, je bilo trosobno stanovanje, to sem si kupil leta 1981, nasproti Tivolija, to pomeni tik ob centru mesta, kar je bilo seveda za mladega študenta, takrat sem bil absolvent, mislim, da že na faksu, je bila seveda velika stvar v primerjavi z ostalimi kolegi. In čutil sem, da mi delo pravzaprav gre, Ob tem se mi je pa zgodil en dogodek, ki mi je veliko pomenil, ki mi je dal nek pogled naprej, pravzaprav me je spodbudil, da sem začel razmišljati drugače. In sicer, ko sem prodajal knjige v Gospodarski zbornici Slovenije, takrat so bili prostori lete na Slovenski ulici, tam, kjer je zdaj Ministrstvo za notranje zadeve, pa tožilstvo, mislim, da je tam, In grem jaz prodajam knjige in me nekdo, mislim, da je bil nek analitik v Gospodarski zbornici Slovenije, medtem ko knjige prodajam, vpraša. Dobro, jaz sem bil fant, seveda študent, kaj pa vi delate z denarjem, ki ga zaslužite, me je vprašal. In sem mu povedal, sem si kupil avto, dobro avto, da sem si tudi kupil stanovanje in pravi, dobro, ampak vi to delate naprej, kaj boste pa z denarjem naredili, In ko grem ven iz njegove pisarne, sem popoldne razmišljal in zvečer razmišljam, res pravzaprav, kaj bom pa delal z denarjem, ki ga nekako nabiram in ki ga hranim, In sem si mislil, da bi bilo prav, da ga investiram, Ampak kot študent sem si mislil, glej, če začnem zdaj se ukvarjati z rednim poslom, bom to pustil, ipak sem prišel do absolventa, škoda bi bilo, da to vse zapustim, moram se spomniti nečesa, kar lahko delam ob študiju,
pa da me ne moti, ampak na drugi strani, da s tem seveda delam prihodke oziroma služim denar. Poznal sem seveda tudi nekaj študentov še iz študentskega naselja, ko smo bili skupaj, in poznal sem kar nekaj zelo pridnih študentov. Recimo med njimi je bil Dare Stojan, ki je elektroinženir, bil je zelo napreden v tistem času, tudi njegov partner Miha Savine, ki je bil tudi elektroinženir. In pravim, Miha, glej, a ne bi mi kakšen biznis naredili, ne? Ampak nekaj bi se mogli spomniti, ne, da kupimo nekaj, da nam ni treba to delati, recimo stroje za plastiko ali nekaj podobnega, ampak da je to nekje ob strani in nam prinaša zaslužek. Da mi pravi Miha Savinek, veš kaj, ne bi bilo slabo, da kupimo fliperje in videoigre. Ker pač nam ne bo treba biti poleg, postavimo in to prenaša denar. Ja, in res greva mi dva v München na sejem, greva po trgovinah, kjer se to pač prodaja, ne? In kupiva 2 fliperja in eno videoigro, postavimo to v Opatijo, ki je bila meni seveda blizu, z Ilirske Bistrice smo bili veliko v Opatiji, meni znana točka vrhunska na cesti Maršala Tita takrat, kjer je bilo pač veliko ljudi. In pa postavimo videoigro, postavimo v gostilno Gunclje, to je tam na Šentvida, blizu Šentvida, ne? In ja, Opatija je bila izjemna, jaz vem in spomnim se, da sem poleti nosil torbe z denarjem in kovanci in tega je bilo zelo veliko. No, skratka, to so dogodki, ki so se odvijali mimo nekih načrtov, mimo želja, mimo pač neke strategije. Pač nekako se mi zdi, da so mi prihajali na poti, morda sem bil toliko zrel samo takrat že, da sem jim znal prisluhniti in da sem se seveda potem, ko sem videl te vrste dogodkov, pač o tem razmišljal in da mi je bilo mar, kako se obračati naprej in kaj početi naprej. No, kasneje seveda sem tudi diskoteke razširil, imel sem diskoteko v Celju, Klub 23 v Postojni, v Lanterni Poreč, to je bilo veliko obiskovalcev, tudi po 1000 na večer, seveda je to bilo bogat prihodek od prodaje kart. Imel sem tudi diskoteko v Kopru, to je Klub 23, v katerem je bila snemana otvoritvena sigla Videomix oziroma Alta Presione, to je bilo v četrtkih običajno, v letih 81, 82, 84, takrat je bila Ljubljana precej prazna, mesto je bilo prazno in to so gledali Zagreb, Rijeka, Ljubljana in pa cela Italija, zato ker je pač Berlusconi, to bivši predsednik, imel preko svojih televizij in je prenašal to po celi Italiji. Skratka, ja, potem sem seveda kupil novo generacijo aparatov, to so bili poker aparati in dnevni inkaso tam nekje do 89. leta je bil nekje okrog 15 do 18 tisoč mark vsak dan. To mi je dalo neko zrelost tudi, namreč nisem zapravljal denarja in to je dobro, da od mladega začneš in da pač to se potrudiš in da denar ni sredstvo samo za zabavo in užitek, ampak da je to tudi nek gradnik, material za graditi naprej. Bil sem odgovoren, bil sem precej resen, denar me nikakor ni spremenil in mi spremenil smeri, niti so me zanimale velike zabave, niti razkošne, ne vem, pač neko obnašanje. Tudi se mi zdi, da upam, da nisem postal prepotenten takrat in da sem bil precej na tleh, kar vse je pomenilo, da me je zanimala rast, širitev in videl sem, da se takrat spreminja že družbena ureditev v Jugoslaviji. To je bilo leto 89, ko je že prišel zakon o podjetjih. Nisem ga imel resno, ker se veste, v Jugoslaviji so veliko povedali, pa se tudi veliko ni uresničili. Tako veliko, kar so nas imeli za norca, pa tudi zdaj ni drugače, se nas tudi zdaj imajo politiki veliko kar za norca, tako da to niti ni tema, ampak ja, čakal sem nekih resnih pokazateljev. Videl sem pa, da takrat, ko je Jugoslavija začela propadati, torej ko se je začela vojna, sem videl, da gre za res in da bo prišla do odcepitve in takrat sem razumel, da bo verjetno tudi spremenjena družbeno-politična ureditev, kar pomeni, da bodo potrebovali podjetnike, da bodo potrebovali podjetja. Takrat je veliko ljudi ostalo brez služb, ker je pač Slovenija izgubila jugoslovanski trg, za tujino še nismo bili dovolj konkurenčni, da bi podjetja imela izdelke, ki bi jih lahko prodajala, saj večina podjetij ne, nekateri ja. In je seveda bilo veliko ljudi na cesti in sem videl, da bi pa morda podjetništvo s pravo idejo lahko bila prava smer zame. Kot pravnik, ki sem diplomiral, sem bil sicer začetka malo v dvomu, a naj delam kot pravnik ali naj se ukvarjam zgolj s podjetništvom. Iz previdnosti, ampak ne toliko iz previdnosti finančne, pač pa iz previdnosti, kaj bi pravzaprav odgovarjalo za res mojemu karakterju, sem se vseeno nekako dogovoril na Višjem sodišču v Ljubljani in sicer sem predsednico preprosil takrat, gospod Gaspari,
naj me vzamejo kot volonterja, ne rabim redne zaposlitve, ker prvič je bil razlog, da nisem vedel, a bi me to res zanimalo in da ne jemljem delovnega mesta nekomu, ki mu je osnovna stvar, kako se bo preživljal. Ampak sem jo nekako preprosto rekla mi, da to sicer ni običaj. Druga zadeva se mi je pa zdela škoda, takrat je bila plača, mislim, da je 100,000 dinarjev, leta 1989. Jaz sem pa služil 18,000 mark na dan in se mi je zdelo malo smešno, da jemljem tam, oprostite, nekomu delovno mesto, pa še nekaj drobiža. In mi je potem nekako privolila, da sem lahko volonter. Prosila me je, naj takrat v prejšnjem sistemu tega nikoli nikomur ne povem, to sem obljubil. In medtem, ko sem bil po vseh teh oddelkih, ki so bili v programu pravosodnega staža, sem gledal, ko sem pisal sodbe, in se mi je zdelo, da pravzaprav to ni življenje zame. Ko sem sodbe šel na hitro pisati, ker v sobi za študente se mi je zdelo, da sem izgubil preveč časa. Bilo je raznih pogovorov veliko, moj fokus je bil že takrat drugje, bil je fokus posel, jaz sem mogel svoj posel zaparati in z diskotekami narediti. Sem si mislil tam in sem gledal skozi okna nuka, in sem rekel, glej, jaz tukaj pišem te sodbe zdaj, ki me pravzaprav ne zanimajo, ampak tam zunaj gre pa življenje mimo mene. In takrat sem se odločil, grem popolnoma v podjetništvo in sem opustil misel na pravo, na kariero oziroma na delo v pravu oziroma pravniški poklic. Vrhunsko, to je pa res izjemna zgodba. Se pravi, iz knjig, ali so bile knjige vzporedno za diskotekami ali je bilo to pol eno pred drugim? Torej, ko sem jaz seveda poslušal tega Vojka Thalerja, ki mi je razlagal, koliko on teh knjig proda, mislim, je bil to seveda izziv velik, to so bile velike številke za nas študente, in jaz sem delal v diskoteki, sem vrtel plošče petke, sobote, tudi v Internacionalu v Poreču, recimo teden dni, 14 dni, ampak študija nisem nikoli zapustil in vedno sem mislil in vedel, da če sem nekaj začel, moram končati. In drugič, knjige so bile tako dober zaslužek, sploh ko je umrl predsednik Tito. Takrat se je seveda moja številka norme povišala. Norma ni bila več 1000 mark na dan, ampak je bila norma moja 2500 mark na dan in delal sem zaporedoma, ko sem zapolnil vsa podjetja in pa to, kar sem lahko prodal v Sloveniji, sem seveda prodajal Tita naprej tudi na Hrvaškem in sicer od Umaga, Novigrada, Rovinja, Pule, Reke, Zadra, Šibenika, Splita, Siska, Karlovca, Zagreba, Varaždina, to sem vse prodajal knjige vsak dan in si morate misliti, da 3000 mark na dan takrat, leta 1983-82 so bile res izjemno velike številke za našo državo, takratno Jugoslavijo. Pohvalno, res noro. Dajva se malo dotakniti Ilirike. Se pravi, zelo mogočna ustanova, zelo veliko enih stvari delate. Kje je bil pa ta preskok? Se pravi, zelo hiter si prišel do zanimivih idej, si jih razširil, si zelo dobro zaslužil. Kdaj je bil pa ta preskok, ki si rekel, zdaj treba pa ta denar nekam investirati ali pa je treba nekaj iz tega narediti, oplemenititi? Ja, torej, ko sem se odločil, da grem popolno, moj duh je bil drugačen, ne sedeti v pisarni in pisati sodbe. Sem se vprašal najprej, vsak dan sem zaslužil 18,000 ali pa 16,000 mark, in ta denar sem moral vsak dan zamenjati na Tromostovju. To so prodajali seveda ljudje iz bivših republik, pa to me nič ne moti, ampak takrat se imenovala šticunga ali pa procent, ki sem ga vsak dan zgubil, s tem, da sem jaz menjeval pri njih, je bil dnevno kar visok in ko je po 92. letu oziroma po 91. letu začela veljati nacionalna zakonodaja Slovenija, so bile omogočene tudi menjalnice. In sem si mislil, zakaj ne bi jaz naredil menjalnice, in bi jaz sam pri sebi zamenjal denar, ki ga zaslužim, zakaj treba denar plačujem, zakaj to storitev plačujem drugima. Nisem vedel, da bom s tem uspel in sem si mislil, naredil bom jaz menjalnico v eni majhni hiši, mislim v enem majhnem mestu, to je bila Ilirska Bistrica, kjer sem doma, imel sem prosten lokal, in sem rekel, da vidim, kako bo to šlo sploh, da se navadim, in potem bom videl, bom to širil naprej ali ne bom. No in ko sem to postavil v Ilirski Bistrici leta 1992, je bila, seveda sem imel neko srečo in sicer sosednja država je bila nekako tik pred vojno in ljudje z Reke so se zelo hitro, z mesta Reke, so se odzvali in so kar množično obiskovali mojo menjalnico v Ilirski Bistrici. In jaz sem seveda s tem zelo veliko zaslužil, dobil sem veliko klientov.
in sem videl, da je posel v redu, da gre in da smo to znamo delati. Hitro sem postavil menjalnico na nemejnem prehodu Jelšane, poleti je bila vrsta. Potem sem hitro postavil menjalnico v Sežanah, Slovenj Gradcu, Jesenicah, širil sem in sem postavil 22 menjalnic. Bolano, hodo. Tako da to je bil posel, ki mi je prenašal veliko. Spomnim se, da sem si kupil en plakat, na katerem je pisalo My First Million. No in ta milijon je prišel kar hitro, če sem iskren. Koliko si bil takrat star? Takrat sem bil 92, koliko sem bil takrat, 32 let, 33. Pa že prvi milijon, bravo. Ja, tako, ampak to je bilo v tistih časih, ne? Zdaj je to drugače. Takrat je bil milijon res veliko vreden tudi. Ne? Ja. No, v glavnem, in ko sem razmišljal naprej, 93, 92, sem gledal, ne? In sem gledal, takrat je Centralna banka Slovenije, torej banka je bila kar resna, ne? Videl sem, da zmanjšujejo to razliko pri inflaciji, videl sem, da bo šla verjetno valuta, ne več dolara, ampak da bo šla proti evru, ne? Sem rekel, glej, en dan se bo zgodil, da menjalnice ljudje po mestu ne bodo več potrebovali, ne? A ni škoda, da vso to delo, ki sem ga naredil, vsa ta sistem postavitev, to vržem stran in en dan zaprema, ne? Poleg tega imam pa toliko ljudi v službi, ne bi bilo prav, da jim dam mnogo delo, ne? In sem takrat videl to zakon o privatizaciji in sem si mislil, glej, tega dela seveda ne znam delati, ne? Delo z delnicami nam ni bilo domače, ker delnic mi v prejšnjem sistemu jugoslovanskem nismo poznali, tam ni bilo delnic, obveznic, vrednostnih papirjev, bila sta čeki in menica in ostalega ni bilo. In sem si mislil, dobro, vse to se bom že naučil nekako, ne? Ampak tudi če ne bom znal, ki je velik, privatizacija je tako obsežna, 2 milijona ljudi dobili certifikate, nekateri bojo prodajali, drugi bojo kupovali. In sem si mislil, glej, nekaj bom pa že zaslužil, ne? In sem rekel, poskušal bom registrirati borzno posredniško družbo, kar sem seveda 93. leta tudi res naredil in pridobil licenco strani ATVP-ja, pa tudi članstvo Ljubljanske borze. In 94. decembra sem jaz kot podjetnik začel delati kot borzni posrednik oziroma moje podjetje je začelo delati kot borzno posredniška hiša. Ampak kaj se je zgodilo, ne? Seveda, ker tega dela nisem bil vešč, sem imel prvo leto 94, ker smo začeli nekje septembra, nek majhen minus, ne? No, 95. sem naredil že velik minus, ne? 250,000 mark. To je bil že velik minus, ne? In sem si mislil, glej, če bom tako delal, bom zapravil vse, kar sem prej zaslužil, ne? To ne bo v redu. Ampak zakaj sem imel minus? Minus sem imel zaradi tega, ker smo bili seveda zadnji, jaz sem bil zadnja borzno posredniška hiša, ne, za mano sta bili kasneje še dve manjši zadnji, no, ampak takrat je bilo borznih posrednikov oziroma borzno posredniških hiš in bank leta 94, 46. Oh, wow. Za razliko danes, ko smo ostali še 4. To pomeni, 46 borznih hiš in bank je začelo delati med letom 88-92 in mi kot zadnji seveda nismo imeli strank, nisem imel klientov, jaz se s tem prej nisem ukvarjal, jaz nisem mogel od nekje drugje prepeljati strank, jaz nisem imel znanja in seveda, ko sem prehajal na pogovore takrat na SDH, imenovala sta se KAT in SOD, so mi rekli, kjer ste po rangu? Ja, kjer ne bom po rangu, če sem kome začel, zadnji sem bil po rangu, a ne? Prav, veste, naša pravila so taka, da lahko damo delati samo prvim 3. In seveda, to je bila spirala, ki te je metala izven kroga potencialno zanimivih sodelavcev ali pa izvajalcev storitve za naročnika. In potem sem 95. leta razmišljal, Majku, če bo šlo tako naprej, bom vse porabil, kar sem prej zaslužil, moram se nekaj spomniti, moram nekaj iznajti novega, kar drugi še niso iznašli, ok? In potem sem se spomnil in sem naredil 15 plakatov, ki sem jih dal obesiti na vse poslovalnice mojih menjalnic in sem napisal na plakate naslednje. Kupujem delnice Pivovarne Union, kupujem delnice Krke, Leka in vseh pomembnih takrat podjetij, ki še niso kotirale na borzi, so bile pa že delnice ljudem razdeljene oziroma so bile že vpisane v KDD. Seveda nisem vedel, kaj bo to pomenilo in kaj bo to povzročilo. Prvi me je klical gospod Kuharič, ki je bil takrat zaposlen v Triglav DZU-ju in pravi, a bi te delnice nam prodajali. Drugi me je klical gospod Metod Zaplotnik, ki je bil član uprave oziroma finančni direktor Iskratela. Tretja me je klicala gospod Dakič iz Leka in potem me je klical gospod Slavinec, predsednik uprave Heliosa in takrat sem videl, da sem zadev v rdeče, da sem zadev v center. Prišel sem domov, mislim, da je v petek v Ilirsko Bistrico in sem rekel, mama, to bo velika zadeva, veš, to bo pa res velika zadeva.
In res je, pred poslovalnicami mojih menjalnic so se vile vrste. 10-15 metrov so ljudje stali v vrsti in prodajali delnice, ki so jih dobili na podlagi certifikatov. Če bi takrat vedel, če bi znal in če bi imel seveda neko modrost, ki je presegala mojo trenutno znanje trga vrednostnih papirjev, ki ga ni bilo, ker pač prej seveda v tem segmentu nisem delal, bi zagotovo bilo pametno najeti tovornjak denarja posojila in pokupiti vse. Kupoval sem zelo veliko za Triglav družbo za upravljanje. Mislim, da sem takrat v kakšnem letu kupil za nje 3 milijarde dolarjev, takrat niso bili še evri. Ne. Kupoval sem veliko za Lek, kupoval sem za vse, ki so želeli kupovati po bistveno nižji ceni delnice, kot so kasneje začele kotirati na Ljubljanski borzi. Skratka, to me je na nek način ločilo od vseh ostalih, vsaj za nekaj časa, ki niso imeli te iste ideje, ki niso imeli te iste korajže, ki niso imeli znanja to povezati po državi Sloveniji, v smislu pač retaila, pomeni poslovalnic, in s tem sem seveda začel pridobivati prednost pred tistimi, ki so bili ustanovljeni in so začeli delati pred mano, in to seveda močno, tako da smo kmalu postali vodilni. The best, Igor, nora zgodba. Ti si v bistvu skozi gledal pri vseh poslih, ki si imel pri knjigah, pri diskotekah, pri Illeriki, kaj naprej. In tudi Illerika, če samo omenim, leta 2019 ste bili prvi v Sloveniji, ki ste omogočali video identifikacijo. Leta 2000 ste prvi v regiji predstavili spletno trgovalno platformo in tudi zdaj pred kratkim ste posodobili v bistvu in lansirali čisto prenovljeno aplikacijo Illerika, ki je že na voljo v Google Playu pa App Storeu, kjer lahko poleg delnic, obveznic, ETF skladov in milijone enih drugih stvari pač tam trgujemo in kupujemo. Daj nam povej, kako se potem, ti si bil skozi vizionar, si imel ti skozi neke cilje za naprej, si rekel, ok, zdaj je Illerika prišla v te točke, zdaj moramo lansirati aplikacijo, zdaj moramo narediti to, zdaj moramo video identifikacijo omogočiti. Kako? Torej, jaz se to ni nič posebno težkega, ne, pravzaprav vsi bi se mogli vsak dan spraševati, kaj naprej, kako naprej, kam nas vodi razvoj, in ja, pomembna zadeva seveda je, da razvoj je determinira. Mnogo stvari, ne samo neke okoliščine, ampak pravzaprav razvoj, smer, prihodke, naše življenje, in zato se je potrebno ozirati, kaj bo jutri, kako naprej in s kakšnimi orodji si pomagaš naprej. Zato to sem vedno od mladega pač imel neko vrsto afinitete do tega, ampak se to ni neka velika sposobnost in velika stvar. Dovolj, da imaš odprte oči in gledaš, ali pa da poslušaš pa razmišljaš. Skratka, ko sem seveda delal borzno hišo, ko sem naredil borzno hišo, sem postal v trenutku sem pogledal, namreč nismo bili prvi, ki smo postavili pod platformo za trgovanje z delnicami. Pred nami je bila to neka majhna borzno-posredniška hiša iz Slovenije, ki je imela večinoma sestav IT-ja. Oni so leta 1999 postavili platformo za online trgovanje, kar je bil unikum, skoraj da po moje celo, ne bom rekel, da so bili prvi v Evropi, ampak bili so eni prvih v Evropi iz male Slovenije. Problem, ki namreč mislim, da so kasneje nehali delati oziroma zaprli, ker niso imeli dovolj strank, namreč kaj je determiniralo takratni potencialni uspeh take platforme? Namreč zdaj seveda mladi ljudje ne bodo morda celo mogli verjeti, ampak dejstvo je, da v Sloveniji je bilo do leta 2004 je bilo prepovedano trgovanje s tujimi delnicami. Pomeni, ti si lahko v skladu z zakonom trgoval samo z delnicami, ki so bile na slovenski borzi, zakonito in uradno. Zakon, ki je bil sprejet 2004, je to odpravil in od 2004 lahko Slovenci trgujemo z delnicami, ki kotirajo na vseh tujih borzah svetovnih oziroma kjerkoli. Kar pomeni, fantje iz centralne borzne hiše so razvili sistem, ki je bil izjemno napreden, vendar ni mogel dihati, niso ga mogli uporabljati v vsej svoji kvaliteti, ker preprosto so bila zakonska določila taka, da se to onemogočila. Ampak jaz sem to videl, jaz sem rekel, poglej, ti fantje so pa res pametni, poglej, kakšen sistem so postavili, mi moramo tudi to postaviti. Torej, mi smo postavili drugi ta sistem, ne 99, ampak leta 2000, kot rečeno,
In moram reči, da moji zaposleni takrat niso želeli tega niti delati, niti se posvečati, niso čutili tukaj nekega potencijala. Ampak jaz sem to vseeno ohranil in razvijal naprej in ne sicer zelo, ker sem videl, da nimam podpore v lastnem podjetju glede tega. Ampak ja, nekako smo s tem životarili naprej, nismo pa tega ukinili, čeprav je bil tale online Ilirika je bil zelo, zelo napreden. Celo nekatere stranke so spraševali, a je sploh to mogoče in možno, da lahko trgujejo z delnicami po internetu. Taka noviteta je to bila. Seveda smo po 2-4 začeli odpirati trge in smo dodajali svetovne borze. No, tako da sem videl, da je bilo to prav. Čutil sem pa, da je prav, da spremljam pač digitalizacijo in tehniko naprej in to me je vodilo k temu, da sem 2018 naročil izdelavo video identifikacije. To pomeni, da bodo stranke, da bodo imele boljšo uporabniško izkušnjo, da bodo lažje to, da ne bo treba čakati v poslovalnici, voziti se, prihajati, da bodo lahko račune za trgovanje od doma, da bodo lahko račune tudi razvijale od doma. No, tukaj smo trčili seveda na kup predpisov in pa na nekako bi rekel, ni bilo ravno velikega interesa pri zakonodajalcu, da nam to omogoči. Veliko časa smo čakali na dovoljenja, ne glede na to, da so tujci globalisti seveda to razvijali in odpirali množično, No, ampak potem smo ta dovoljenja vsa dobili, preverbe dobili, in smo postavili ta način, da lahko ljudje oziroma državljani Republike Slovenije oziroma občani zainteresirani odpirajo trgovalne račune direktno doma in to smo začeli delati aprila 2019. Interesa strani strank ni bilo nikakršnega, zato ker to pač ni bilo prej v uporabi, ni se vedelo. To smo postavili prvi v Sloveniji, pa mislim, da tudi prvi v regiji. Tega niso imeli ne banke, ne zavarovalnice. Takrat 2019 tega ni imel nihče. Govorim od regije. No, ampak gleda zlomka, 2020 mislim, da je začel COVID, nažalost, februarja, januarja in ljudje, ki so bili doma, državljani Republike Slovenije, mi smo to reklamirali, videli so priložnost in nam so stranke 2020, 2021 med COVID-om skokovito naraščale. Treba je vedeti, da smo imeli mi, recimo Ilirika leta 2016, 3600 strank in 300 milijonov na računih, 360. Danes imamo 18.500 strank in 3 milijarde na računih. Skratka, stranke so dejansko naraščale nam tudi zaradi tega, precej hitro. Tako da videl sem, da pač rabimo tudi prenovitev naše online platforme za potrebe odpiranja INR računov, torej individualnih naložbenih računov, ki jih bomo na trg dobili v začetku marca, 6. recimo marca, bodo lahko državljani Republike Slovenije zainteresirani odpirali INR račune. Potrebovali smo tudi neko hitrejšo pač mobilno aplikacijo in pa platformo zaradi privatizacije Vzajemne, ki obsega ali zajema 450,000 prebivalcev Republike Slovenije. Težko se bojo vsi zvrstili na šalterjih in smo skušali razširiti pretočnost in pa modernizirali mobilno aplikacijo, ki menim, da je danes, resnično menim, to skromno povem, daleč pred vsemi aplikacijami tovrstnimi, ki jih ponujajo naši konkurenti v Sloveniji. Torej, večinoma so to, pravzaprav so vsi tuji konkurenti, NLB je v večinski lasti tujcev, OTP je v 100% lasti Madžarov, BKS je v 100% lasti Avstrijcev, mi smo zaenkrat edino slovensko podjetje z tega področja in majhno podjetje v primerjavi z ostalimi tremi, kot sem jih navedel, ampak aplikacija mobilna je daleč presega ponudbo ostalih treh. Super, deva se dotakniti, tudi omenil si INR, se pravi individualni naložbeni računi, ki prihajajo marca letos. Dej našim poslušalcem malo predstaviti, kaj to pomeni. Torej, kje se je pravzaprav začela misel na INR račune in kaj je razlog, da je Slovenija to uzakonila? Tu je treba reči, da je to pohvala ministrstvu in pa ekipi na Ministrstvu za finance. Namreč ideja je prišla strani Evropske unije. Namreč Evropska unija je v določenem času po okupaciji Rusov Krima ugotovila, da nekako verjetno prihajajo drugačni časi, da bo treba skrbeti za investicije, da bo morala dobiti profitabilna podjetja, da bo potrebno vlagati veliko več sredstev, denarja v podjetja, kajti videl se je razkorak in zastoj v primerjavi z ameriškimi podjetji in pa tudi že s kitajskimi.
Skratka, naročili so bivšemu predsedniku vlade Italije, to je gospod Enrico Letta, ki je sestavil neko knjigo leta 23. mislim, da je bilo to januarja, predstavitev, kjer je bilo jasno, da je potrebno močno jačati kapitalske trge, ki naj bi postali zbirališče denarja za investicije v podjetja. Namreč v Evropi ve se in znano je, da je v Evropi sistem vlaganja prihrankov bistveno različen od Amerike, kjer je zelo veliko sredstev in denarja prihrankov vloženih v delnice, v startupe, v podjetja, pač ki so propulzivna, ki rastejo, za razliko od Evrope, kjer se večino denarja ali pa precej več kot polovico hrani na depozitih na bankah. In ta knjiga in Enrico Letta sta želela preobrat in spodbuditev neaktivnega denarja, to pomeni neaktivnega kapitala, ki bi se obrnil in obračal z investicijami v podjetja, ki bi dobila, recimo temu svežo kri, propulziven kapital, ki bi zagotavljal inovacije, širitve, razvoj in tako naprej. No, temu ni takoj sledilo neko zavedanje, ja, medtem je pač šla vojna v Ukrajini naprej, Amerika nas je nekako potisnila ob stran in zahteva, da se Evropa uredi, da razvije tako industrijo kot tudi bistveno več vlaga v obrambo, to pomeni v orožje. Medtem tudi se pač, če pogledamo širši okvir, kako ga jaz vidim, morda bo to poslušalce zanimalo, a ne? Medtem se seveda pripravlja neka nova realnost, kakšna, ne vemo, upam, da ne najslabša. Videli smo seveda po Ukrajini, vidimo način obračuna s Iranom v Izraelu, namreč, kot veste, Iran je imel tam dve milici, ena je bila Hezbollah, druga je bila Hamas, ki so jih počistili skupaj s Palestino, verjetno ne samo Izraelci, ampak verjetno pomoči Američanov, definitivno. Amerika, vidimo, ustvarja nov krog, vidimo, da preprosto reže pozicije in prijateljstva Kitajske in Rusije, videli smo zdaj Venezuelo, videli smo prej Iran, vidimo zdaj Kubo, skratka, prihajamo v neko novo realnost, upam, da ne bo sledila še hujša realnost, Skratka, ja, potem je bil gospod, če preskočim spet naprej na kapitalske trge evropske, a ne nazaj, gospod Mario Draghi je imel 24. septembra predstavitev svoje knjige, kjer zopet govori o kapitalskih trgih, a ne, in pa o nujnosti pač urejanja nekega centralnega kapitalskega trga in pa investiranja denarja v propulzivna podjetja evropska. No, skratka, ti INR računi so znana zadeva v Skandinaviji že veliko let, so znana zadeva PIR v Franciji, v Italiji se to imenuje PIA. Te nove države, ki smo prišli pa iz tega vzhodnega dela in pa po tem delu, ko se je komunizem umaknil, pa tega dela še nimajo razvitega in tudi tukaj je Evropska unija želela, da se postavi en tak način varčevalnih računov, ki bo bil strogo reguliran, to je treba povedati, kar je prav, ki bo bil zelo transparenten za uporabnike in za kupce INR računov, ki bo tudi točno določal produkte, ne katerekoli delnice in ne katerekoli instrumente, kjer bi ljudje lahko denar izgubili. Skratka, je način zelo dober, sodoben, tehtno postavljen in mislim, da je to res eden najboljših produktov, kar sem jih strani države videl na trgu vrednostnih papirjev, govorimo, certifikati so bili številka 1, INR je številka 2, ljudske obveznice so številka 3, kar se tiče korektnosti in kvalitete. In trdno sem prepričan, da bodo ljudje, državljani Republike Slovenije, znali razumeti in izluščiti koristi teh računov in pa varčevanje na teh računih na dolgi rok in da bodo tukaj k temu pristopili. Verjetno me boš vprašal, kaj je pač vsebina teh računov. Ja. Torej, se dotakneva tega. Torej, prava vrednost INR računa, zakaj bi pa nekdo odprl sploh pravzaprav INR računa? Ne? Zaradi tega, ker na tem INR računu lahko dolgoročno varčuješ in ne plačuješ davkov. Ne na kapitalske dobičke in tudi ne na dividende. Torej 25%, kot jih ti plačaš dividende, torej davke na dividende, recimo ob delnicah Krke, gre v nič oziroma gre v državi, gre v javno porabo, boš lahko obdržal zase, vkolikor 15 let ne izstopiš iz tega računa. Jaz mislim, da je to tudi ni slučajno tak dolgi rok, namreč vemo, da na trgu kapitala pridejo krize, ker lahko ljudje, ko varčujejo, veliko zgubijo. Pridejo seveda tudi velike rasti in baloni, ampak na dolgi rok se nekako vse skupaj izravna, pokaže dober donos in kot veste, so delnice najdonosnejši
finančni instrument, če gledamo dolgoročno z donosom, ki je recimo tam nekje 6-7-8% letno, če ga gledamo na dolgi rok. In jaz mislim, da ravno ta dolgoročnost teh INR računov ponuja ravno to. Ko bodo mladi kupovali INR račune, je to nek način, da se naučijo varčevalnih navad. Skratka, to je bil tema INR računov in naši so to uzakonili. Torej, zakon je bil sprejet junija, uveljavljen bo sedaj pač marca, začetek marca. Se strinjam, mislim, da je to res dobra zadeva. Eno stvar bi te še rad vprašal, in sicer Ilirika ni samo to vse, kar sva zdaj naštela, ampak je tudi, se tudi ukvarjate s svetovanjem pri akvizicijah in prodajah. Ne? In ena velika zgodba, ki je tudi javno znana, je, da ste vi pomagali Hisensu pa Gorenju, nekako, da je Hisense takrat kupil Gorenje. Pa me zanima, kako, če nam lahko predstaviš, kako sploh pride do tega, koliko časa traja, kakšni so postopki. To je verjetno, se sliši zelo enostavno, dejansko je pa po moje tako kompleksno. To, kaj ni stvari v ozadju. Ja, torej, te stvari, recimo nakupi in prevzemi podjetjev, so me zanimali že od samega začetka ustanovitve borzne hiše. Čeprav samega začetka seveda ni bilo veliko priložnosti za to, kajti nihče ni prodajal, ni bilo še konsolidiranih podjetij in kupci se veste, če ne poznajo lastnikov in če ne poznajo 100% lastnika in seveda tega ne želijo kupovati. No, ampak precej hitro so se te stvari začele odvijati. Mi smo bili pri prvih transakcijah, sem bil poleg tako tukaj kot tudi na Hrvaškem smo precej recimo tega tudi naredili, tudi v evro, da smo bili vodilni v letih 2003, 2004, 2005 pri prodajah in nakupih. Ja, nekako sem imel do tega neko afiniteto, zelo me je zanimalo in sem to dejavnost pri nas razvil in imamo na nek način sem imel in srečo in čast sodelovati z mnogo velikimi podjetji evropskega formata, z velikimi prihodki, recimo Vinci 60 milijard, Deutsche Bahn 50 milijard, Heineken, Hisense. Običajno so bili to zelo zanimivi pogovori, ko se strategija dela, ko sediš člani uprav tako pomembnih podjetij, pravzaprav svetovnih velikanov, ko poslušaš njihov način razmišljanja, se soočaš, kaj bi ti rekel, kaj ti misliš, si upaš povedati, recimo, kaj ti misliš, a ne? Kdaj morda imaš v sebi neko misel, ki pač se ti zdi morda celo prevelika, pa se ne upaš povedati. Kasneje ti bom povedal, kar si me prej vprašal, kaj je hec, zdaj sem se spomnil, ne? Pa bo morda videti to. No, v glavnem, zanimive so te zgodbe, vedno sem pa skušal iskati kupce to podjetja, ko sem vedel, da se bo neko slovensko podjetje prodajalo. Predvsem taka, da me, ko bo postopek končan, ne bo sram, da bo prihodnost ljudi zaposlenih dobra, da je strategija kupca, torej tujca, ki prihaja, boljša od domačega podjetja in da bo to podjetje delalo boljše, več, da bodo ljudje zadovoljni, da bodo imeli službe in da bom z leti, ko bom videl, ko bom šel mimo, da bom videl prav rezultat nekega svojega konstruktivnega dela, bi rekel. In zdaj, če se vrnem seveda nazaj, rečem, da recimo za Ljubljanske mlekarne, ki so bile takrat precej v krizi, kregali so se kmetje, kregali so se sindikati takrat, kregala se je občina, ki je bila tudi en del lastnik, sem prestopil in moram reči, da se mi zdi, da sem najdel optimalnega kupca, nagovoril sem odgovorne v podjetju Lactalis in jih prepričal, da pridejo, si pogledajo in so tudi seveda Ljubljanske mlekarne kupili. Jaz mislim, da zdaj delajo izjemno dobro, takrat je bila ena smena, produktov imajo več, mislim, da imajo takrat že urejeno pač tole izobraževanje, kjerkoli, na katerem delu sveta, namreč Lactalis je eno največjih pač podjetij, ki se ukvarja z mlekom in moram reči, da sem bil doželjen tudi velike pohvale. Domov k meni se je prišel zahvaliti gospod Benje, ki je lastnik Lactalisa oziroma lastnik je tudi še njegov brat in sestra. To je eden največjih in najpremožnejših podjetnikov v Franciji. Skratka, to je bila velika čast. No, teh dogodkov je bilo veliko, seveda, bil sem tudi na bordu Deutsche Bahn v Berlinu, bil sem, kot rečeno, na Heinekenu napravi nekajkrat v Amsterdamu. Nekaj lepih zgodb je bilo, no, posebej sem ponosen na zgodbo s Hisensom. Ni bil favorit je bil njihov konkurent in sicer tudi Kitajec, ki je bil takrat 4-krat večji. Haier se imenuje, ki je bil 4-krat večji od Hisensa, ampak on je že imel postrojenje v Prodenoneju, to je kupil od Electroluxa je kupil od Candija, Candi pa Rex, lastniki so bili domačini, ki so pač nažalost nekoč umrli v eni letalski nesreči, ko so šli na obisk v Hvagorju v Španijo, to je isti proizvajalec hladilnikov in pa teh elektronaprav. No, skratka,
Jaz sem se odločil takrat za Hisense, ker se mi je zdelo, da oni morajo zmagati, ker so igrali na eno karto, vstop na zahod, in se mi je zdelo, da bodo dali veliko od sebe, zato da Gorenje pridobijo, ki je bil takrat v slabi kondiciji. Imeli so nekje okrog 200-850 milijonov evrov dolga, nobena banka ni bila več pripravljena na restrukturiranje posojil, grozila je zelo slaba slika, in nekako smo uspeli s Hisensom, oziroma vodil sem postopek, uspel sem nekako zmagati in mislim, da je to po nekaj letih, to je bilo 2018, če se ne motim, smo končali ta postopek nakupni. Mislim, da podjetje raste, produkti so znani, mislim, da so več ali manj po celem svetu, po Evropi, in mislim, da je tukaj ni konec, zadržali so službo vsi. Mislim, da jih je še več zaposlenih, tudi obrtniki lokalni in pa okoljski so po moje obdržali vsi posel, in pa to je tudi tak po moje en lep produkt bil pa rezultat. Ja, mislim, da se vsi strinjamo, da je Gorenje, ko je Hisense jih akviziral, da so v bistvu vsi zrasli, da je res taka zelo lepa zgodba. Da mi povej še, ti si vodil kar veliko različnih, bom rekel, od prodaje knjig do imel si kar nekaj klubov, potem si imel menjalnice in vse to zmeraj postaviš neko ekipo. Ne? Kaj je tvoja skrivnost, ko postavljaš ekipo? Kaj je pomembno? Na kaj paziš? Na kaj si pozoren? Ja, težko je reči to, kaj je tukaj res, torej nekega znanja seveda tukaj ne more biti, kako postaviti ekipo, kako zaposliti pravega človeka. Ko imaš razpis, vekolikor je čas, da večinoma ljudje iščejo službo, je seveda ponudb oziroma vpraševanje za službo veliko, ko se trend obrne in ko pač ni več recesije, seveda je pač težko dobiti ljudi prave. Ja, težko rečem, no, ni enostavno to delo z zaposlenimi, to je pač kdaj res mukotrpno delo, namreč ni dano vsem videti strategijo, in ko ti nekaj vodiš in nekam vodiš in se to še ne rezultira z rezultati, morda malo težje animirati in motivirati ljudi, a ne. Ampak bi rekel, na vprašanje bi odgovoril zelo enostavno. Mora biti tukaj intuicija, ne, koga zaposliti in kaj v njem vidiš, kaj v njem razbereš, kaj ti potrebno je zbrati prave ljudi s pravimi pač lastnostmi za posamezno delo, in v skupku je več, v skupku je dodana vrednost. Ne smejo biti vsi ljudje istih lastnosti, ne smejo biti ljudje vsi istih karakterjev, nekomu liži nekaj, nekomu liži nekaj drugega, in v vsakem podjetju je veliko del za postoriti in treba je zbrati pravo ekipo, ki mora biti na nek način navzven homogena, ampak navznoter mora biti pa zelo različna zaradi pokrivanja raznih sposobnosti, del, načinov razmišljanja. Tudi fajn je, da nimajo vsi istega načina razmišljanja, kajti nekdo te opozori na neke kote, ki jih ne vidiš, na neke vogale, ki si jih sprevidel, na stopnice, ki jih ne vidiš, in to je vse seveda pripomore. Super. Deva se še malo dotakniti, sicer me zanima, tvoj pogled, ti mi deluješ zelo tako, ko se nekaj odločiš, to gremo, imaš jasno strategijo, vizijo. Kakšen je pa tvoj način dajanja feedbacka? Si ti sandwich metoda, pohvališ, pa pol poveš, ne, to je treba popraviti, pa rečeš, ampak vse je bilo pa ok, ali si ti direktno rečeš, lej, tako je, to moramo zrihtati, nič hudega, gremo naprej. Jaz se ne sprenevedam, tudi ne lažem in tudi ne zgubljam časa z nepotrebnimi besedami. Ne. Jaz mislim, da je najkrajša pot je ta, da poveš, kaj misliš. Ne. Lahko se motim in ne vidim nobenega problema, da me sogovornik popravi in tudi razmislim, lahko tudi razmišljam teden dni in bom prišel nazaj in bom povedal, ampak ne rad uporabljam mašila, ne rad uporabljam lažno motivacijo, ne maram palice in korenčka. Jaz mislim, da je prav, da smo direktni, a ne, in to se mi zdi najkrajša, najpoštenejša pot, in tudi mislim, da se telo pri takih stvareh pač nič ne obrablja, ne spreneveda, da smo naravni, in če smo naravni, lahko živimo usklajeno, in jaz mislim, da je vse v redu. Deva se še malo dotakniti, na začetku si v bistvu podal zelo lepo, si ne zelo lepo popeljal čez tvojo srednjo šolo oziroma gimnazijo, potem faks, vse te dogodivščine, službe, ki si jih imel. Si pa večkrat omenil, ne, da tudi v srednji šoli nisi najbolj poslušal, si vse naredil tako, kot je treba. Če bi šel zdaj nazaj, glede na to, da si že zelo uspešen, a bi več poslušal v šoli, bi se več učil? Torej, ja, bom rekel, starši so mi dali eno izjemne napotke in izjemno usmeritev, nudili so mi vse, kar so lahko takrat nudili mlademu odraščajočemu fantu v majhnem mestu. Poslali so me učenje klavirja,
Končal sem nekaj razredov osnovne šole klavirja, sem že tudi nastopil v dvorani. In ni mi šlo slabo od rok in mi je žal, da to nisem takrat delal globlje in več časa. Je pa seveda v gimnaziji bi posrkal vse, kar sem kasneje moral sam pridobivati, od zgodovine naprej, fizike, matematike, vse, ampak seveda to danes vem s svojo glavo. Morda bi tudi drugače to delal takrat veliko bolj temeljito, vkolikor ne bi šel oziroma bil napoten v gimnazijo po sili. To je morda bil tudi en majhen upor, ker pač to ni bila moja šola, ki bi jo jaz izbral, pač pa sem bil tja napoten, pač ker sem mogel iti. Tretja zadeva, ki me je zelo motila, je bila ta, da sem malo lena, tudi rad malo pospim. In tam je bilo treba seveda zaradi prevoza z vlakom zjutraj zelo zgodaj vstajati. Torej, vlak je šel iz Ilirske Bistrice proti Postojni ob 6:20. Pomeni, Ilirska Bistrica ima pač vlak 2 km zunaj centra, mislim iz centra. Pomeni, da je bilo treba teči vsako jutro, velikokrat me je vlak tudi počakal strojevodja, ker je videl, da pač zamujam. Tako da to hitenje zjutraj mi ni bilo nič pisano na kožo in bi rekel, da je motilo moj bioritem. Morda sem tudi zaradi tega bil manj zainteresiran za neko skrbno početje in pa urejeno početje, ampak je šlo se nekako precej hitro mimo. No, v 3. letniku sem že videl pač izhod iz tunela, že neko obzorje, in sem bil tudi malo bolj priden, malo višje ocene sem imel potem 3. 4. letnik in ja, je šlo vse skupaj potem hitrejše naprej. Hvala, Igor. Greva še malo na osebno življenje in sicer me zanima taka lepa kariera, toliko enih zgodb, toliko enih uspehov, toliko nekih priložnosti, ki si jih še dvignil na višjo raven, pa vseeno, kaj je recimo kakšen hobi, kaj tebe sprosti, kaj te sprošča, da ni toliko stresa? Torej, jaz zelo rad spim. To je pač ena taka, se mi zdi, zelo koristna in pa velik užitek je in pa koristna stvar, tako da to negujem. Rad imam kolo, jasno, to s kolesom naredim veliko kilometrov. Vikende, vsak dan grem pravzaprav s kolesom, ne samo v službo in nazaj, tudi trening naredim kratek s kolesom, 45 minut. Cestno kolo? Ja, zdaj po zimi mountain bike, ampak čez ko so sezona drugačna, pa tudi cestno kolo, ja. Tako da to mi je v redu. Plavanja veliko poleti, delam dolge ture, 2 kilometra recimo, vsaj dnevno, ne za vikend, dnevno govorimo, poleti sem več na morju. Tudi smučam precej redno, ampak ja, smučanje je malo manj časa, ker za smučanje bi mogel iti mesec dni v hribe, nekoč sem hodil tudi med tem poslom, ki sem ga imel tukaj, sem šel recimo 15. decembra, pa sem se vračal 8. januarja, namreč obdobje med prazniki Božiča in pa novega leta je za nas lažje za dopuste, ker se tudi mednarodni trgi, vse se nekako malo bolj umiri, predvsem so se prevzemi umirili v tistem obdobju, in je bilo zame to eno tako obdobje, ko sem bil precej na miru. Kaj pa kakšna najljubša knjiga? Torej, ko sem bil, seveda, bral sem res zelo, zelo rad, bral sem tudi po noči, kdaj do 3, do 4, so starši videli luč, ko sem mogel ugasniti. Bral sem vse, začel sem seveda z Vinetujem, potem sem šel na klasike, francoske, ruske, so mi bili vse všeč, všeč mi je bil tudi Hemingway, všeč so mi bile kasneje tudi druge knjige, zdaj zanje žal več ni časa in ja, se posvečam svojemu delu, ki kot rečeno mi predstavlja veliko strast. Kakšna serija, če prežgeš televizijo? Ja, torej zdaj seveda ne gledam več televizije oziroma malo gledam dnevnike, mislim, malo pogledam dnevnike tuje, ja. Ampak v glavnem gledal sem eno serijo, mi je bila zelo všeč in sem bil od nje zelo odvisen, to so bili Izgubljeni v vesolju. To je bilo po moje leto 65, 66, je bila ta serija zelo zanimiva za nas, ko so kazali, kako bomo potovali po vesolju, lepa serija. No, kasneje tudi Twin Peaks mi ni bila slaba, če sem iskren, je bila tudi taka zanimiva serija. Potem zelo lepa serija je bila po televiziji leta 1989 in sicer to je bila o temle velikem mafijcu iz New Yorka. Moram reči, da sem njegovo ime zdaj pozabil, ampak ni bil Gambino, ena od teh 5 družin, ki je bila izjemna. To sem pa res, takrat se mi je že zelo, takrat bi hodil ven, bila je 5 zvečer, če se ne motim, ampak za to serijo sem si pa vzel čas, no pa drugih serij pa nisem več gledal. Super. Greva še na vprašanje, a je kakšen podjetnik ali pa menedžer, ki ga spremljaš, ali ti je za vzor? Torej ja, tle v Sloveniji seveda je veliko ljudi, ki jih zagotovo cenim in ki so mi všeč in ki bi seveda jim res čestitev za njihovo kariero in jih je, ja, precej in veliko.
Lahko bi omenil Kozilab, recimo, lahko bi omenil gospoda, ki je delal letala Pipistrel, lahko bi omenil oba projektanta jadrnic, Seaway, Engen, če se ne motim, so gospodje, oba ustanovitelja Bitstampa. To je bila takrat ena velika zadeva, ki sta jo gospoda naredila, moram reči, da izjemne čestitke. Tako da ja, veliko ljudi je, ki so zagotovo vredni in občudovanja in spoštovanja in ja, to je to. Igor, greva še na najno zaključno vprašanje in sicer mi imamo že kar lepo bazo poslušalcev, od mladih pa tudi do že izkušenih direktorjev, predsednikov uprav in tako naprej. In jaz bi te prosil, če lahko nam podaš mogoče en zaključni ali pa več zaključnih naukov. Torej, takole bi rekel za 3 nauke za poslušalce, ki se meni zdijo koristni in pa morda tudi posebni. Torej, menim, da je v življenju zelo pomembno vedeti ves čas, kaj je prav in kaj je narobe. Treba se je držati dobrega občutka, da lahko dobro spiš. Nujno je delati v skladu z zakonom, da ne zaideš s prave poti, kajti potem zelo pogosto ni več vrnitve, saj to pomeni nemir v telesu, nemir v družini in pa tudi slabo samozavest. Potem morda drugi je potrebno je čuvati zdravje, saj je to ključno, ker življenje ni tekma na kratke proge. Skrbeti je potrebno za dobro hrano in dovolj spanja. No in morda tretjega, potrebno je in morajo vsi prisluhniti in ugotoviti, kaj bi zares radi delali in ugotoviti, ali imajo v svojem telesu tudi vsaj osnovne predpostavke za to. Kajti, če jih nekaj zares zanima in to delajo z veseljem, delo postane hobi, postane strast. In s tem imajo seveda tudi voljo, tam, kjer je volja, je tudi moč in to pomeni, da ni težko v taki simbiozi najti tudi disciplino, ker rad delaš, tudi poskrbiš za pravi ritem na dolgi rok, ki ne utruja telesa in misli in prinaša tudi rezultat. Wow. Izjemni 3 nauki, jaz verjamem, da ti nama bojo poslušalci zelo hvaležni. Tako da, dragi poslušalci, z menoj je bil Igor Štemberger, ustanovitelj, lastnik in predsednik uprave Lirike, 18.500 strank, 3 milijarde, ena prvih, bom rekel, in najdlje delujočih finančnih institucij v Sloveniji, ustanovljena leta 1993. Tako da, Igor, najlepša hvala za tvoje poglede, izkušnje, jaz sem navdušen. No, me zelo veseli, hvala tudi za povabilo in za pogovor. Spremljate nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. No, pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.